Bi samo na začetku v imenu organizatorjev prireditev ob Mednarodnem dnevu slovarjev lepo pozdravila vse skupaj. Najlepše bi se rada zahvalila vsem, ki so tako ali drugače prispevali, da se danes lahko, čeprav za temi zasloni, ampak hkrati tudi na varni razdalji družimo. Posebna zahvala gre predstojniku Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU gospodu Kozmi Jahačiču, direktorju ZRC SAZU gospodu Otu Lutarju in predsedniku Zveze društev Slavistično društvo Slovenije gospodu Mateju Šeklju. Namen vsakoletne obeležitve Mednarodnega dneva slovarjev je poudariti pomen slovarjev ob vsakodnevnem delu, študiju, učenju, pa tudi kar tako, za zabavo. Letos posebej izpostavljamo temo slovarjev v izobraževalnem procesu, ki v nadaljevanju posvečamo okroglo mizo in predstavitvi projektov Franček in Slovenščina na dlani. Na ta dan želimo tudi spomniti, da letos mineva 50 let od izida prve knjige SSKJ in v ta namen smo od arhiva RTV Slovenija pridobili posnetke svetovanja o rabi SSKJ iz leta 1970. Ogledate si jih lahko na spletni strani društva, čisto spodaj v objavi oziroma v najavi dogodkov ob Mednarodnem dnevu slovarjev. Komentar pomena tega obsežnega slovarskega dela pa je podal gospod Jakob Miller, urednik in član glavnega uredniškega odbora SSKJ, za kar se mu tudi iskreno zahvaljujemo. Jutri sledi še 6 zelo aktualnih predavanj in da ne bomo mednarodni samo v naslovu, bomo imeli tudi posebno priložnost v slovenščini poslušati predavanje o podatkovni bazi češke jezikovne svetovalnice, ki nam jo bo predstavila gospa Hanna Mžorkova z Inštituta za češki jezik. Z nami pa bodo še Marko Snoj, Mateja Jemec-Tomazin in Miro Romih, Nataša Jakob, Špela Arhar-Holt in Adriana Mizek. Zagotovo bo zanimivo, zato res vsi prijazno vabljeni, da nas spremljate še naprej. Hvala lepa. Spoštovani, na preddan Mednarodnega dneva slovarjev, torej 16. oktobra, ko je bil rojen ameriški slovoropisec Noah Webster in v letu, ko praznujemo, kot je že povedala kolegica, 50. obletnico izdaje prve knjige SSKJ-ja, vas zelo lepo pozdravljam na okrogli mizi z naslovom Slovarji v izobraževalnem procesu. Moje ime je Boris Keren in prihajam z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Običajno pravijo, da je jezik ogledalo družbe, lahko bi tudi rekli, da so slovarji, če ne drugače vsaj pomožna ogledala, hkrati pa so tudi ogledala avtorskega kolektiva. Samuel Johnson je rekel, da so slovarji kot ure, najslabša je boljša kot nobena, hkrati pa tudi najboljši ne gre čisto popolnoma verjeti. Slovarji so raznoliki, so enojezični, dvojezični, večjezični, razlagalni, pravopisni, etimološki, sinonimni, narečni, terminološki, za govorce, govorke jezika kot prvega jezika, kot drugega jezika. Na tej okrogli mizi nas bo zanimala prisotnost raznolikosti slovarjev na celotni izobraževalni poti, od osnovne šole, srednje šole do visokega šolstva. Kakšno je stanje in kakšne so potrebe. Že zdaj pa vas vabim k aktivni udeležbi, na koncu je seveda predvidena diskusija, svoje vprašanja in komentarje pa lahko tudi že sproti postavljate med pogovorom v chatu. Tako, v svoji virtualni sredi zelo lepo pozdravljam svoje gostje, naj jih kar predstavim. Veliko zadovoljstvo mi je, da je z nami profesorica Martina Križaj. Profesorica je soavtorica številnih učbeniških gradiv ter soavtorica učnih načrtov za slovenščino v osnovni in srednji šoli. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Pozdravljam tudi doktorico Alenko Rot Vrhovec, asistentko za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, konkretneje na oddelku za razredni pouk. Doktorica Rot Vrhovec se med drugim ukvarja tudi z opismenjevanjem in sporazumovalno zmožnostjo v slovenščini pri otrocih, kateri prvi jezik ni slovenski, je tudi soavtorica učbeniških gradiv za slovenščino za razredno stopnjo. Dobrodošli, doktorica Rot Vrhovec. Pozdravljeni. Zelo lepo pozdravljam tudi docentko doktorico Laro Godec-Soršak, prav tako z oddelka za razredni pouk s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Kolegica Godec-Soršak je v svoji doktorski disertaciji naredila koncept šolskega slovarja za otroke v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Je tudi predsednica predmetne komisije za slovenščino pri mednarodnem preverjanju znanja. Dober dan. Dober dan. Pozdravljam tudi svojo kolegico, doktorico Špelo Petric Žižic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki vodi aktivnosti pri nastajajočem šolskem slovarju slovenskega jezika.
Kot soavtorica in sourednica pa sodeluje tudi pri nastajanju ESSKJ, torej novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Pozdravljeni. Dober dan. Doktorica Mihaela Knez prihaja z Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je avtorica več učbenikov za govorke, govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika. V zadnjih letih pa se zlasti posveča mladostnicam, mladostnikom v tem kontekstu. Je tudi soavtorica učnih načrtov za začetni pouk slovenščine kot drugega jezika. Doktorica Mihaela Knez, pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Zelo me veseli, da je naša naslednja gosta, docentka doktorica Tina Lengar-Verovnik, ki prihaja z katedre za novinarstvo, Fakultete za družbene vede in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer se ukvarja zlasti s pravopisom, je tudi v uredniškem odboru in tudi sicer aktivno sodeluje v jezikovni svetovalnici inštituta. Na fakulteti pa med drugim predava govorno izražanje za novinarje, novinarski jezik in stil, radijsko novinarstvo in tako naprej. Dobrodošli. Dobro, lepo vas vse pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste sprejeli povabilo na okroglo mizo. Za začetek eno zelo splošno, a hkrati precej osrednje vprašanje. Kakšno je po vašem mnenju mesto slovarjev v izobraževalnem procesu? Morda bi začeli z vami, doktorica Križaj. Vi ste tudi sourednica in soavtorica učbeniških gradiv in učnih načrtov. Kakšno je vaše mnenje? Ja, tako bi rekla, razlikuje se od osnovne šole in srednje šole. Ko sem pregledala ponovno učni načrt, za vse šole sem opazila še bolj jasno, da je v učnem načrtu za osnovno šolo zelo veliko poudarka na delu slovarji, medtem ko učni načrti za srednje strokovne šole ne toliko. In sem ugotovila, potem ko sem razmišljala, zakaj, treba je pogledati potem letnico veljavnosti tega učnega načrta, in se je izkazalo, da gre za obdobje pred Franom in po Franu. Tako da učni načrt za osnovno šolo je bil izdelan in potrjen leta 2018. To se pravi po oktobru 2014, ko je bil postavljen Fran. Zato je v njem zelo veliko usmerjanja učencev k Franu, tega samostojnega dela, ker je pač tudi dostopnost slovarja, tu mislim zlasti na slovar slovenskega knjižnega jezika in pravopisni slovar, je drugačna, kot je bila prej, ko je bil v razredu, če je bil en slovar v tiskani obliki, pa še to vprašanje, če je bilo. Na drugi strani za srednje šole imamo pa učni načrt za gimnazije, ki je veljaven iz leta 2008, srednje strokovne šole 2010, se pravi pred Franom, tukaj pa ni toliko tega. Saj v učnem načrtu ne. Učna gradiva so pa že seveda posodobljena, so bolj v skladu s spremenjeno družbeno in jezikovno situacijo, ni tega več. Torej, vi ste tudi, kot rečeno, avtorica učbeniških gradiv. Kako prisotna je bila ta potreba po samostojni rabi pri koncipiranju učbenikov? Ja, saj takole je, učna gradiva izhajajo iz učnega načrta. In tudi sama sem opazila res, da smo pri prenavljanju, pri posodabljanju gradiv, učnega gradiva, morali slediti temu, kar se je pojavilo kar naenkrat na jezikovni portal Fran, in seveda to potem tudi spreminja delo z učenci. Prej je bil učitelj predvsem tisti, ki je iskal bodisi po plačljivi knjižni izdaji ali po plačljivi elektronski, Zdaj pa se učence in dijaka absolutno skozi usmerja k temu. In zlasti me pa veseli to, da postaja ta Fran ali pa slovarji postajajo neka kontinuirana oblika dela. Da ni več tako, zdaj pa sta 2 šolski uri na leto posvečeni obravnavi slovarja. Dobro, Lara, vi ste svojo kariero začeli kot učiteljica slovenščine kot drugega in tujega jezika, zdaj pa sodelujete pri nastajanju šolskega slovarja slovenskega jezika.
Znameniti britanski leksikograf Patrick Hanks je enkrat rekel, da so vsi veliki leksikografi na začetku bili učitelji svojega jezika kot tujega jezika. Bi se s tem strinjali? Jaz sebe ne bi štela med velike leksikografinje. Ampak potencial pa očitno je, ne? No, verjetno neko zanimanje, ker se mi zdi, da se posebnosti ali pa bogatstva svojega jezika najbolj zaveš, ko ga posreduješ oziroma ko učiš tujce tega jezika. In mogoče takrat tudi spoznaš, da je slovar zelo pomemben in sicer sem pa zdaj zelo vesela, da pri nastajanju šolskega slovarja pa sodelujem res z velikimi leksikografi in leksikografinjami z Inštituta za slovenski jezik. Verjetno pa ni naključje, da ste se v disertaciji lotili koncepta šolskega slovarja. Na splošno bi lahko rekel, da se mi zdi vaša disertacija kot zelo pomembna, ker ni le nek prispevek v teoretičnem smislu, ampak imajo tudi vpliv na situacijo v praksi, ker je izredno dragoceno. Povejte mi, kako je prišlo do sodelovanja s šolskim slovarjem oziroma sodelovanja z Inštitutom za slovenski jezik? Najprej bi rada povedala, da mi je idejo za temo disertacije pravzaprav dala profesorica doktorica Marja Bešter Turk. Ona je tudi somentorica moje disertacije in na enem kongresu v Zagrebu je videla tak slovar za učence v hrvaščini, prvi školski rečnik hrvatskog jezika, nekaj takega, če sem napačno zdaj slučajno kaj izgovorila. In ker sem bila že takrat asistentka na oddelku za razredni pouk pedagoške fakultete, se mi je to zdela odlična ideja, predvsem zaradi tega, ker sem videla tukaj to uporabno vlogo, da ne raziskujemo samo teoretično, ampak da lahko tista nova spoznanja prenesemo v prakso. No in potem je profesorica Bešter Turk tudi enkrat nekje srečala zdaj predstojnika doktorja Kozmo Ahačiča in mu je povedala da pišem disertacijo, me je povabil enkrat na sestanek, ko sem mu predstavila svojo idejo, se mu je zdelo to zelo zanimivo in je rekel, da če se bo pojavila priložnost, da bi sodelovali. No in potem je res kmalu se nekako ponudila ta priložnost v okviru Frančka in mislim, da je sodelovanje z obeh strani, mislim, da smo nad sodelovanjem z obeh strani zadovoljni. Vsekakor. V svoji disertaciji ste med drugim raziskovali tudi priljubljenost slovarskih vsebin pri učencih. Bi lahko povedali kaj na to temo? So to priljubljene teme? Jaz sem med drugim anketirala učitelje razrednega pouka in tiste, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu, ker me je zanimal slovar za učence v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. No in oni so rekli, da učenci radi uporabljajo slovar in da to navdušenje celo narašča z razredi, kar je po svoje razumljivo. Zdaj uporabljajo predvsem SSKJ, so takrat odgovarjali v anketi, nekateri pa tudi slovarje, ki že obstajajo in so namenjeni mlajšim učencem, naprimer moj slovar, moj prvi slovar in besede nagajivke, s tem, da bi rekla, da ti slovarji so bolj primerni za prvi stik učenca sploh s tem priročnikom, da nekako učenec pozna, kaj je slovar, kaj bi lahko v njem poiskal, ker pa so zelo skromni po obsegu, je njihova uporabna vloga nekoliko manjša. Torej v tem smislu, da bi učenec, kadarkoli bi naletel na kakšno neznano besedo, lahko preveril pomen te besede v slovarju, ker obsegajo manj kot 1000 gesel, naprimer. Dobro. Mislim, da je to spodbudno, predvsem to, da učenci radi uporabljajo slovar. Sami učenci pa so odgovarjali, da ga uporabljajo pri pouku, sicer so to v manjši meri rekli učenci, več učiteljev je reklo, da uporabljajo slovar pri pouku kot učencev. Učenci pa, da ga uporabljajo tudi doma, šestošolci bolj dvojezične slovarje, ker se učijo tudi tujih jezikov, sicer pa tudi SSKJ in predvsem na računalniku, pa uporabljajo jih samostojno, medtem ko so tretješolci odgovarjali, da če uporabljajo slovar, ga uporabljajo bolj v knjižni obliki in pa da jim pri tem večinoma pomaga eden od staršev. Kot je rekla profesorica Križaj, verjetno gre res šteti tukaj za čas pred in jaz ne bi sicer rekel po Franu, ker upam, da je še čas Frana. Tako da, ja. Doktorica Rot Vrhovec, kakšno je vaše mnenje? Kako bi vi opredelili mesto slovaropisja v šolskem procesu? Ja, vsekakor je besedišče za razvoj ponazovalne zmožnosti v slovenskem jeziku neobhodno potrebno.
In že pri opismenjevanju, če ni nekega besedišča, bogatega besedišča, je težko in uriti tehniko branja in razvijati splošno branje in pisanje. Zato je vsekakor pomembno, je pa res, da je pomembno, katere vrste slovarjev uporabljamo. Pri mlajših učencih, ki še niso opismenjeni, vsekakor pridejo bolj v ospredje slikovni slovarji, ne? In te so res neobhodno potrebni. Lahko nastajajo razredni slovarji, ne? Ali pa potem, če imamo na primer otroke, katerih prvi jezik ni slovenski, ali pa mogoče tudi dvojezične otroke, ki navidezno sicer obvladajo jezik, pa vendarle imajo primanjkljaje v primerjavi z rojenimi govorci slovenščine, pa potem neke vrste individualnih slovarjev. Sicer pa so že sami delovni zvezki, na primer v obdobju prvega triletja, vzgojno-izobraževalnega obdobja, dosti slikovni in je lahko že samo to gradivo na neki način lahko nastaja kot, oziroma vzporedno ima funkcijo slovarja, no. Sicer pa se da tudi mogoče z nekimi lepljivimi listki, kot so recimo, tole se mislim, da se vidi, ustvarjati slovar, na primer v berilu, ne. Ker vemo, da vsako berilo, ki ga učenci obravnavajo, vsebuje nekaj besed, ki so morda določenim otrokom neznane in lahko na tak način ustvarjajo malo drugačen slovar. Čeprav ravno pri izjavah, ki jih bomo kasneje slišali, je ena od učiteljic rekla, da berila nekako ne usmerjajo k rabi slovarjev, zaradi tega, ker neznane besede že same razlagajo. Ja, ampak tu so različni otroci, ki potrebujejo različne pristope in pomoči, ne, in različno pomoč. In zato je treba iskati in se prilagoditi vsakemu posamezniku, kaj mu najbolj ustreza. Nekomu je dovolj to, kar nudi berilo, mnogim pa tudi ne, ne. Dobro, Špela, pretekli teden so bile slovaropisne teme ena od tem Slovenskega slavističnega kongresa, kjer ste tudi sami sodelovali s prispevkom. Kakšni so zaključki te razprave? Bi lahko na kratko povzeli ugotovitve? Hvala za vprašanje. Ja, v sekciji o besedoslovju slovenskega jezika slovarji v šoli smo s kolegi predstavili 6 prispevkov s skupno temo o sistematičnosti prikaza slovničnih vsebin in o spodbujanju rabe različnih slovarjev v učnem gradivu za osnovne in za srednje šole. S kolegico Laro sva se omejili na učno gradivo za osnovno šolo, kolegici Mija Mikelica in Nina Ledinek sta predstavili spodbude za rabo splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjev na srednji šoli. Manca Črnivec je analizirala obravnavo pravopisnih priročnikov v gimnaziji, kolega Simon Atelšek je predstavil terminologijo in terminološke slovarje v srednješolskih učbenikih, kolegica Alenka Jelovšek pa zgodovinske slovarje. Kaj bi lahko rekli, da so, kaj je bilo zanimivega, kakšne ugotovitve so bile? Lahko povzamem glavne sklepe. Skratka, nekako smo se strinjali, da bi bilo dobro, da se učenci v prvih 2 triadah osnovne šole seznanijo s slovarjem slovenskega knjižnega jezika oziroma slovenskim pravopisom in jo tudi uporabljajo. Bi pa pričakovali, da v navodilih nalog, da bi pisalo nekako, da jim učitelji pri tem pomagajo. Raba slovarjev bi lahko bila pogostejša in učinkovitejša, če bi imeli šolski slovar, to je bil eden od sklepov, ki bi bil seveda prilagojen spoznavno-jezikovnim zmožnostim mlajših osnovnošolcev. Potem z vidika prikaza sistematičnosti jezikovnega sistema smo nekako ugotovili, da temu najbolj sledijo učbeniki, pri katerih so slončna poglavja urejena po jezikovnih ravninah in so predstavljena kot samostojna problematika, najprej seveda zlasti z slovnično analizo besedila, potem pa še z dodatnimi preglednicami, ki služijo kot abstraktni opis jezikovnega sistema.
Potem s tem povezan predlog je tudi, da učitelji učence spodbujajo k rabi enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine in drugih jezikovnih priročnikov pri razlaganju in ilustraciji jezikovnih pojavov z vseh jezikovnih ravnin. Motivacijske naloge slovarji pa naj učence spodbujajo k celostnemu in sistematičnemu usvajanju znanja o tem, kam se kak jezikovni pojav umešča z vidika opisa jezikovnega sistema. Se motim, zdi se mi, da nekako še zmeraj v teh učbenikih prisotno, da morajo učenci poznati strukturo gestrskega sestavka, torej kaj je del zaglavja in tako naprej. So to dejansko relevantne vsebine? Je to potrebno? Ja, nekako je bilo ugotovljeno, da je res prevladujejo to poučevanje teh podatkov, ja, pravzaprav natančno razčlenjevanje slovarskega sestavka bi bilo pa koristno, če bi bilo v gradivu več nalog, konkretnih nalog, povezanih z branjem slovarja. Tudi interpretacija podatkov, ki jih tam verjetno dobijo. Hvala lepa. Doktorica Knez, vaš fokus je predvsem na govorkah, govorcih slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kako prisotni so slovarji pri pouku slovenščine kot torej drugega in tujega jezika? Kako smo sploh založeni, če lahko tako rečem, slovarji za to ciljno publiko? Ja, zdaj prisotnost slovarjev pri pouku, na splošno pri učenju slovenščine kot drugega jezika je izjemnega pomena in sicer vseh vrst slovarjev. Tako dvojezičnih slovarjev, se pravi prvega jezika in slovenščine, ki se ga govorci učijo, kot enojezičnih slovarjev, se pravi slovarja slovenskega knjižnega jezika, kot tudi enojezičnih slovarjev, ki jih imajo govorci v svojem prvem jeziku. Še zlasti, če gre za mlajšo ciljno publiko, se pravi učeče se, ki so še zmeraj v fazi usvajanja in tudi učenja svojega prvega jezika in se nekako z prekinitvijo njihovega šolanja ob vstopu v slovenski šolski sistem ta proces tudi omeji oziroma večinoma nimajo več dostopa do besedišča, ki ga usvajajo v slovenščini v šoli, se pravi v svojem prvem jeziku. Seveda, dostopnost slovarjev je odvisna od tega, koliko, za katere jezikovne kombinacije slovarjev obstajajo in seveda tukaj nastajajo zelo velike vrzeli, ker se ponuja pač ta možnost za najpogostejše jezike, zdaj tudi za albanščino, arabščino. Absolutno pa bi potrebovali dvojezične slovarje za vse jezikovne kombinacije. Velika težava, s katero se pri tem srečujemo, je tudi to, da tudi enojezični slovar slovenskega knjižnega jezika ni bil napisan za to ciljno publiko, se pravi, ni prilagojen jezikovni zmožnosti te ciljne publike, zato si kljub temu, da jih poskušamo v procesu pouka usposobiti za to, da bi si pomagali slovarjem, recimo z obstoječim slovarjem slovenskega knjižnega jezika, si s tem težko pomagajo, zlasti na začetnih in nadaljevalnih stopnjah učenja jezika, ker enostavno pač to presega njihovo jezikovno zmožnost. Zato je v bistvu ta odsotnost slovarja, ki bi bil namenjen govorcem tujega jezika, res precej boleča. Zdaj to nekako nadomeščamo učitelji. Nekaj pristopov je prej omenila tudi doktor Vrhovčeva. Seveda pa to ne more nadomestiti res nekega dobrega priročnika. Moram pa poudariti, da v zadnjem času, ko so nastali tudi spletni portali, zlasti recimo portal oziroma slovar kolokacij, slovar sinonimov v okviru CVTJ-ja, da nam to predstavlja zelo pomemben pripomoček, zato ker ponuja zelo veliko
velik pogled v kolokativnost besed, urabo, to je tisto, kar dela našim govorcem tudi največ težav zaradi interferenc in tudi zaradi velikega nabora zgledov. Zdaj tisto, kar je še... Kar prosim, če konča. Tisto, kar je še velika težava za nas, je to, da mi kot učitelji, da se nek učitelj anglist ali pa nemcist, ko poučuje svoje učence, imajo skupni jezik, se pravi, on dobro zna angleško in slovensko in učeči se tudi, se učijo angleščine, tega ciljnega jezika. Mi se srečujemo z zelo različnimi prvimi jeziki in zato zelo težko oziroma kontroliramo, tudi delo učencev, se pravi, kako si oni lahko pomagajo s dvojezičnimi slovarji ali v resnici uspejo razumeti, razlago določene besede. To je ena velika omejitev, katero se učitelji srečujemo. Doktorica Rot Vrhovec, bi vi kaj dodali? Tudi vi se namreč ukvarjate z otroki, katerih prvi jezik ni slovenski. Pravzaprav je doktorica Knez vse zelo lepo povedala. Je pa res, da se v praksi učitelji morajo poskrbeti za besedišče, za širjenje besedišča in rojenih govorcev slovenščine in otrok, katerih prvi jezik ni slovenski, in da je dodatno oteženo tudi to, da znotraj enega razreda je lahko več otrok z različnim znanjem, oziroma ki poznajo, imajo prvi jezik različen in je ta zadeva še toliko bolj otežena. Tako da vsekakor je na tem področju je premalo slovarjev, ker so jeziki različni, in zares nimamo dvojezičnih slovarjev, sploh teh otroških slovarjev za mlajše otroke, za več jezikov. Ni problem za angleščino, ni problem za nemščino, je pa problem za kateri, naprimer, zdaj bom rekla, ruščina, naprimer, pa tudi to že nekaj je, ampak vseeno je tega premalo. Tako da to mogoče spodbuda za tiste, ki ustvarjajo te slovarje, da bi bilo morda tega več. Bomo. Doktorica Lenger Verovnik, kakšno je vaše mnenje o vlogi slovarja v izobraževalnem procesu? Vi predavate na FDV-ju, zlasti novinarkam, novinarjem. Kakšne so potrebe te ciljne publike, kar se tiče slovarjev? Bomo o potrebah mogoče malce kasneje, pa prej o tem, kako slovarje vključujemo mogoče v pedagoški proces, ker so podobno temo obravnavale tudi sogovornice pred mano. Ja, res je, predvsem poučujem, oziroma zdaj kar izključno študentke novinarstva in študente novinarstva seveda. In poklic, ki ga bodo opravljali, je malce specifičen. Za razliko od mnogih drugih bodo dnevno tvorili besedila ali pa vsaj zelo pogosto tvorili besedila, kar pomeni, da so v resnici zelo v tesnem stiku z jezikovno dinamiko. Včasih jo tudi sami krojijo, morajo se tega zavedati in to odgovornost do dela že med študijem pravzaprav spodbujamo s tem, da jih po eni strani opremljamo znanje seveda pravopisa, slovnice, stilistike, utrjujemo to, kar znajo že odprej. Po drugi strani pa poskušamo doseči čim boljšo razgledanost po jezikovnih virih, zato da se bodo lahko kasneje in že zdaj čim bolj avtonomno odločali, ko pride do kakšne dileme, jo čim bolj argumentirano razreševali, tudi v pogovoru z lektorji, uredniki ali drugimi kolegi. Zdaj, če se predvsem osredotočim na slovarje, ker gre seveda tudi za druge vire, pričakujemo od njih, da vedo, kje jih poiskati, da za današnjo rabo vedo, da jih je večina na spletu, da poznajo portal Fran, portal Termanio, da vedo, da so navedeni sicer na spletnem mestu slovarji.si, da skratka znajo do teh, ki so spletno dostopni, priti, da pa vedo, da kakšnega pa na spletu še vedno ni, da recimo slovarja tujk na spletu ne bodo našli, da ga je treba še vseeno iti v knjižnico iskati, če ga nimajo ravno doma na polici vzeti pač v roke. Kako pa bi rekli, da so študentke spretni pri rokovanju vsemi temi viri, ki ste jih omenili? Zdaj, odvisno od tega, koliko časa si vzamejo za to, kar je pa druga stvar, ki jo poskušamo jih naučiti, da je treba preden slovar
uporabiš kaj o njem vedeti, se pravi vedeti, kaj vsebuje in česa predvsem ne vsebuje, na kakšen gradivu je bil narejen, s kakšno metodologijo in da preberejo tako imenovana navodila za uporabo. Zdaj, jaz malce preproščeno sicer tukaj povem, različno so. Slovarji imajo lahko zelo dolge in zelo kompleksne uvode, kot vemo, lahko gre za uporabniku prijaznejše napotke, kako jih uporabljati, ampak kakorkoli že to od njih pričakujemo in bolj, ko to poznajo, bolj, ko poznajo te metapodatke v posameznih virih, bolj so seveda spretni in hitreje tudi ugotovijo, da v slovarjih vsega ni. In ko ugotovijo to, in to ugotovijo, kot rečeno, zelo kmalu, se začne tudi poučevanje o tem, kako uporabljati korpusne vire, kako presojati podatke, ki jih tam poiščejo in kako jih sploh poiskati. Se pravi, da kombiniramo slovarje zelo hitro tudi z drugimi načini iskanja podatkov in njihovega vrednotenja. Če lahko tukaj dodam čisto lastno izkušnjo, zdi se mi, da danes ljudje ne ločijo med različnimi koncepti in različnimi tipi slovarjev. Tudi iz lastne izkušnje s študentkami, študenti slovenistike, se včasih sliši, nekaj je na Franu, brez nadaljnjega podatka, v katerem slovarju in ali je nek podatek res relevanten. Tako da se mi zdi, tukaj je kar nekaj izzivov, s katerimi se soočamo, tisti, ki delujete tudi v študijskem procesu oziroma tudi na splošno izobraževalnem procesu. Dobro, toliko bi bilo za uvod. K sodelovanju smo povabili tudi pedagoško osebje iz osnovnih, srednjih šol in tudi iz visokega šolstva, ki so delile svojo izkušnjo o rabi slovarjev v izobraževalnem procesu. Posnetek bomo predvajali, hkrati pa vam bom link na posnetek prilepil v chat. Če bo slučajno prišlo do tehničnih težav, posnetek traja približno 10 minut, torej lahko si ga ogledate, absolutno se ne izklapljati iz sestanka. Potem pa bomo v nadaljevanju z gostemi pokomentirali izjave. Učim v 1. in 2. razredu osnovne šole, kjer pogostokrat, ko pri pouku naletimo na neznano besedo, učence usmerim v to, da jo skupaj preverimo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Torej obiščemo spletno stran in na portalu Fran v slovarju slovenskega knjižnega jezika poiščemo neznano besedo. Sem učiteljica na osnovni šoli Koper, poučujem učence od 6. do 9. razreda. Slovarje uporabljamo slovar slovenskega knjižnega jezika. Ja, uporabljamo slovarje in sicer, ker je struktura mojih učencev, da so to res tujci, ki prihajajo iz neslovanskih držav. Uporabljamo predvsem slovarje tudi slikovne, ker je veliko vizualnega, veliko slik. Se pravi, tale Kukujev slovar je odličen slovar, zaradi tega, ker je to angleščina, francoščina in slovenščina. Potem uporabljamo, jaz imam dosti otrok z arabsko govorečega področja, tako da uporabljamo te slovarje plus delovni zvezek od tega slovarja. Uporabljamo, zdaj odvisno je tudi od starosti otroka, čeprav vidimo, da tudi starejši otroci lažje asociacijo dobijo in si zapomnejo, če vidijo sliko. Drugače uporabljam za albanščino zelo dober slovar tale, ki ga imamo, in pri albansko govorečih učencih uporabljamo tudi ta slovar. Potem uporabljamo še druge, ta od Ponsa, naprimer, pa te slikovne, ki niso, ampak je slika zraven in je veliko lažje z ruščino, recimo. Tako da je veliko, precej slovarjev uporabljamo. To je dejansko vsak dnevni pouk, moramo imeti slovarje, ker mi začenjamo od ničle. Učenci so, ki ne govorijo slovenščino, učijo se slovenščino kot tuji jezik, se pravi popolnoma od začetka. V srednji šoli pri pouku slovenščine zelo pogosto uporabljamo slovarje, tako pri jezikovnem pouku kot pri pouku književnosti. Najpogosteje uporabljamo slovar slovenskega knjižnega jezika, potem uporabljamo pogosto tudi frazeološki slovar. Recimo, že tako ali tako v drugem letniku, ko obravnavamo frazeme in to preverimo tudi na portalu Fran, to je super, da je to vse skupaj dostopno, da lahko hitro dostopamo, kjerkoli dostopamo, da lahko tudi oni preko telefonov kaj preverijo. Pogledamo pogosto tudi v sinonimni slovar,
Ko obravnavamo izvor besed, absolutno pogledamo še etimološki slovar, tudi sprotni slovar, tudi slovar novejšega besedja, tudi v slovenskem pravopisu, recimo to pa za zapis lastnih imen, to pa tam potem preverimo, ne? Recimo za zemljepisna lastna imena, tudi osebna lastna imena, včasih vpraša, kako recimo prebivalka Bleda ali pa prebivalec Bleda, recimo kako bi se reklo, pa jaz potem vprašam, no kaj, kam bomo pa pogledali. Prvi odgovor je ponovadi slovar slovenskega knjižnega jezika, ne, potem pa nekako jih preusmerimo do slovenskega pravopisa. Jaz mislim, da mi ne uporabljamo samo, se ne osredotočamo samo na to, kar pač priporoča učbenik ali pa nas usmerja k rabi slovarjev, ampak jaz zmeraj, recimo, ko dijaki za kako besedo povprašajo, kako se napiše, kako se naglasi, kaj pomeni, ali pa recimo za kak frazem, odkot izvira ali kaj takega, jaz nikoli takoj ne ponudim odgovora, pa ne zato, ker ne bi hotela, ampak ker želim, da se sami čim več, ne, ker rečem, no zdaj pa danes pa mogoče ti poišči, vzemi telefon, zdaj lahko to legalno narediš, ne, in poišči besedo, da se sami čim več, recimo, da poskušajo. Mene tudi recimo zelo veseli, da uporabljajo slovar slovenskega knjižnega jezika tudi pri drugih predmetih, da mi včasih rečejo, danes smo pa pri zgodovini eno besedo iskali, ali pa pri biologiji, ali pa pri umetnostni zgodovini. Recimo, ne, tudi ko pripravljajo kakšne referate, govorne nastope pri drugih predmetih, ne, hočem to povedati, da ni omejena raba samo na slovenščino, ne. Poznavanje slovarjev omejim na raven zahtevnosti, ki je na poklicni maturi. To so me leta izkušenj naučila. Kaj to pomeni? Večinoma je še zmeraj treba dobro poznati le zgradbo gesarskega članka iz slovarja slovenskega knjižnega jezika in le v grobem poznati razlike med ostalimi slovarji. V pedagoškem procesu na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani uporabljamo slovarje in sicer najbolj pogosto kar preko spletišča Fran. Študentje namreč že iz srednjih šol pridejo z znanjem, nekim osnovnim znanjem o slovarjih in hkrati s svojimi mobilnimi telefoni kar dobro obvladujejo iskanje po spletišču Fran. Najpogosteje uporabljamo pravopis in gledališki terminološki slovar. Pravopis zato, ker zajema pravorečne podatke, torej podatke o naglaševanju in izgovoru različnih glasov. Gledališki terminološki slovar pa zato, ker je pomemben za gledališko vedo, torej za gledališko izobraževanje. Uporabljajo ga tako igralci kot dramaturgi. Študente seznanim z rabo terminoloških slovarjev, predvsem botaničnega terminološkega slovarja. Prav tako se poslužujem kemijskega slovarja. Z prve roke pa lahko povem, da uporabljam tako splošne slovarje kot tudi terminološke slovarje in tudi med drugim med temi terminološkimi slovarji je tudi pravni terminološki slovar. Večja težava je, da je slovar slovenskega knjižnega jezika za učence zelo zahteven. Učence je treba usposobiti za branje slovenskega slovarja, tako da to tudi počnemo, jih učimo. Učenci, ki so bolj zainteresirani, boljši učenci, dobri bralci, ki nimajo tako velikih težav z jezikom, osvojijo in hitro razumejo, kaj pomenijo tisti oznake, verifikatorji, pomeni, številke in navedbe in tako naprej. Učenci, ki imajo težave na jezikovnem področju. Ta snov, ko jo mi obravnavamo, slovarski sestavek, je njim zelo pri srcu. Zelo radi delajo s slovarjem, všeč jim je, da lahko nekaj poiščejo, to delo z besedilom, to imajo radi. Razlage pomenov se mi zdi, da so dovolj jasne, da so tudi dovolj jasno označene, če jih seveda na to opozorimo, kaj je v ležečem tisku, kaj je v pokončnem. Po mojem mnenju je v prvem po drugem letniku za slovaropis je še prezgodaj. Moralo bi biti to slovaropis je strnjeno na vrsti v četrtem letniku v sklopu priprav na maturo, saj je praviloma vsaki maturitetni poli vsaj ena vaja iz slovaropisa, včasih jih je tudi več. Še en argument imam za to, na koncu šolanja so dijaki tudi že dovolj zreli za razmišljanje o naravi leksikografije,
lahko tudi hitro vidijo, da so slovarji odraz časa, v katerem so nastali, torej da se pomeni besed skozi čas spreminjajo, da tudi same besede izginjajo in v slovar vdirajo nove. Tovrstnih izobraževanj o jezikovnih priročnikih ali o nekih novostih, o rabi, o korpusih, kakšne možnosti so vse to, jezikovna svetovalnica, da tega pa malo pogrešamo mogoče. Zaenkrat teh izobraževanj še nisem nikjer zasledila, bi se pa z veseljem jih udeležila, še posebej, če bi mi razložili oziroma dali ideje za uporabo razredu. Ja, vsekakor bi se mi zdelo zanimivo in bi se tudi udeležila takšnega izobraževanja. Je pa res, da do sedaj jaz nisem zasledila za taka izobraževanja. V delovnem okolju imam možnost za izpopolnjevanje na tem področju, se mi zdi, da bi bila lahko ta izpopolnjevanja pogostejša in predvsem bolj specifična za določeno publiko, saj recimo se uporabniki med seboj razlikujemo, recimo drugače uporablja slovar laičen uporabnik, drugače uporablja slovar študent in drugače ga uporablja raziskovalec. Kljub temu, da je recimo ta slovar isti, ima vsak izmed uporabnikov neke specifične poglede in specifične zahteve, sploh potem kako zahtevno naj bo iskanje in tako naprej. Možnosti izobraževanj na slovaropisnem področju je po mojem mnenju dovolj. Tako kot velja za ostala izobraževanja, včasih je ponudbe celo preveč in je kar težko izbirati najustreznejše, če nisi na tekočem z vsemi aktivnostmi in pa stanjem na področju izobraževanja. Meni so najbolj v spominu ostale delavnice na kongresih Slavističnega društva Slovenije, pa tudi kakšna dobra delavnica Lektorskega društva je na tem področju zelo primerna in bi jo priporočil tudi marsikomu drugemu. V smislu jezikovnih slovarjev oziroma tudi izobraževanja na jezikovnem področju, pa mislim, da malo pešamo. Tudi izobraževanja na nivoju univerze niso toliko ponujena v to smer, bolj v smer pedagoškega izobraževanja. Z vidika, da zaposlujemo raziskovalce tudi iz drugih držav, da se vračamo tudi z drugih držav nazaj v slovensko okolje, bi bilo ključno, da se izobražujemo. Je pa to v bistvu bolj iniciativa vsakega posameznika. Slišali smo posnetek. Bi mogoče najprej vas prosil, dr. Lenger Verovnik, za komentar. Pardon. Ja, v bistvu bi dve stvari rada mogoče pokomentirala. Prva, me je malce presenetila izjava profesorice z Prve gimnazije na Maribor, da ni dovolj izobraževanj o rabi korpusov, recimo jezikovno svetovalnico je izpostavila, pa mogoče bi še kakšen drug vir. Očitno je potreba po tem razgledovanju po več virih res zelo močna in to, kar tudi mi pri našem študiju počnemo in kar se res obrestuje potem po nekaj letih, ko ugotoviš, da študenti že zelo, zelo spretno uporabljajo najrazličnejša vire in orodja, ki jih imajo na razpolago. Druga stvar, ki... Vi menite, da je izobraževanj dovolj ali... Tega ne vem. Jaz sem bila naivno prepričana, da jih je, da učitelji imajo ves čas na voljo delavnice, izobraževanja. Včasih vem, da so morali hoditi na seminarje zaradi nabiranja pedagoških točk in tako naprej, ampak me je presenetilo, da tega ni. Bolj to kot kaj drugega. Druga stvar je pa kolega pravne fakultete opozoril, da vsak uporablja slovar malce drugače in iz svojih potreb. In se mi zdi, da pri nas potrebe uporabnikov res niso prav zelo dobro raziskane. Še posebej ne vemo prav zelo veliko o tem, kakšno obvestilnost slovarja si želijo ali potrebujejo iz teh svojih specifičnih ali pa tudi splošnih potreb. In povezano s tem tudi verjetno, kakšen prikaz podatkov bi bil optimalen.
kolegica Zagrafata je govorila o tem, da njeni študenti so vešči iskanja po mobilnih telefonih, kar je popolnoma druga situacija kot knjiga ali pa že, ne vem, računalnik. Tudi to, kar ste omenjali vi prej, da študenti ne poznajo konceptov, ki so v ozadju slovarjev. Ja, verjamem. Ob tej množici podatkov pravzaprav tudi bi jim bilo treba na drugačen način priti nasproti, se mi zdi. In te raziskave uporabnikov, njihovih potreb prišle marsikomu zelo, zelo prav. Doktorica Križaj, lahko še vas prosim za komentar posnetka? Kaj je bilo za vas morda informativno? Ja, zame je bilo zelo razveseljujoče, zlasti to poročanje kolegice iz gimnazije, kako dela. To si želimo, na tak način delo. Zdaj, za osnovno šolo bom pa tako rekla, preseneča me to, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne bi že to iskali. To ni. SSKJ se ne da uporabljati, tako samostojno. Fino pa je, da učiteljica pokaže, to obstaja in potem pričakujemo, da v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ob učiteljevi pomoči učenci vstopajo v delo s slovarjem in potem v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa že to sami počno. Tukaj, če samo dodam kontekst, tukaj so bile seveda zmontirani posnetki. Učiteljica iz osnovne šole Dob je dejansko rekla, da včasih, da sami poskušajo opisati določene stvari, recimo kako opisati stol, kako opisati mačko in tako naprej, in da potem konzultirajo slovar. Ni zdaj, da bi pač učiteljica iskala razlago glagola hrepeneti in ne vem, nekaj abstraktnega, ampak v bistvu odvisno, kaj iščemo oziroma katere primere si izberemo. Verjetno se da uporabiti tudi v prvem razredu. Vsekakor, ampak naj bo primerno tako, da naj otroci čim več sami počnejo, a ne da učitelj. Ker marsikdaj učitelj prevzame to vlogo še pri drugih dejavnostih in sam naredi, kar reče, to je hitreje, bolj učinkovito je, še niso zmožni učenci, ampak res to za gimnazijo tak pouk ne bi bil, Zdaj to vpliv poklicne mature na delo slovarji, tukaj bi bila pa malo kritična ali pa malo zadržana. Dijaki naj uporabljajo slovar že prej. Naj se znajdejo v njem, za to znajdanje v slovarju pa seveda le mora spoznati nekaj o ustroju slovarskega članka. Dobro, prej smo omenili, da se zahteva poznavanje tega slovarskega članka, kje so meje zaglavja in tako naprej. Se to spreminja? Je tukaj pričakovati kakšne spremembe? Je to že passé? V mojem gradivu oziroma v našem gradivu je že spremenjeno deloma, ker se je šlo tudi, če uporabljamo slovar slovenskega knjižnega jezika na Franu, je to drugače, precej drugače kot v knjižni obliki. Seveda. Ampak za znajdanje v slovarju pa vseeno ene informacije pa le moraš imeti. Kje najdeš pomensko razlago, kje najdeš slogovno vrednost besede, kje najdeš izreko, ampak ne pa tako podrobno, to pa absolutno ne. Dobro, doktorica Rot Vrhovec, na posnetku smo slišali, da nekateri uporabljajo že v prvem razredu osnovne šole. Kar se tiče rabe slovarja, obstaja po vašem mnenju prezgodaj? Jaz mislim, da ne. Tako bom rekla, da za zgled ni nikoli prezgodaj. Je pa prezgodaj, smo pa lahko prezgodni pri zahtevah. Torej, jaz bi rekla, da tudi v prvem razredu vidim učitelja kot pomembnega za zgled. Lahko reče, to besedo pa tudi jaz prvič slišim ali pa ne vem, če to točno kaj pomeni, jaz si pa lahko pomagam s tem in s tem in projicira, na primer, slovar, da učenci vidijo, da nekaj nekje obstaja, da si lahko učitelj pomaga, da si lahko pomagamo, da si razložimo neko določeno besedo. Potem pa seveda gremo v drugo fazo, ko so učenci že dosti opismenjeni, ko že razumejo, da je njihovo besedišče tolikšno, da lahko razumejo razlage, ki so v slovarju, potem delata skupaj z učiteljem. Takrat pa že svetujem, da poteka ta pouk in spoznavanje slovarja konkretno v računalniški učilnici. Torej, ni dovolj samo to, da imamo en računalnik
šoli oziroma v razredu, ampak da se gre zares v računalniško učilnico. Imam izkušnjo, da to lahko v drugem triletju seveda en sam učitelj opravi v računalniški učilnici, vodi učno uro, je pa seveda treba paziti na to, koga imamo pred seboj, koliko obvladajo računalnike oziroma kdo bo s kom delal, morda svetujem najprej delo v dvojicah, ne. Torej, to je druga faza in tretja faza je potem tista faza, ko pa rečemo, naprimer tudi lahko v računalniški učilnici, pravzaprav priporočeno je, da zdaj imajo pa določene naloge in iščejo in rešujejo te naloge s pomočjo slovarja, ali individualno, ali pa sprva v dvojicah, pa potem naprej individualno. Torej, to zaporedje je pomembno. Pa se vam zdi, da so sploh še potrebni ti računalniki, ker danes imajo tudi otroci svoje telefone, kjer lahko stvari pregledajo. Pogosto slišim, da so telefoni v šolah prepovedani, ker pa ne vem, če je čisto dobro izhodišče. Se mi zdi, da je potrebno tudi otrokom pokazati, kako do uporabnih in kakovostnih informacij s pomočjo telefona. Torej, da telefon ni samo neko sredstvo za komunikacijo, ampak tudi lahko za učenje. Ja, moramo vedeti, da vsi učenci nimajo telefonov, da tu potem delamo razlike in izpostavljamo otroke, ki nimajo, morda z takšnih in drugačnih razlogov. Nekateri tudi, moramo povedati, tudi računalnikov ne doma, ne. Tako da jaz mislim, da prva stopnja je vsekakor smiselno, da se to naredi pred računalnikom, zato ker tudi učitelju lažje nadzirati delo in lažje videti, kje je kdo, kaj počne in kako se znajde. Potem pa seveda tudi smiselno uporabiti modernejšo tehnologijo. Morda še kakšen konkreten napotek, kako motivirati učence k rabi slovarjev? Jaz mislim, da kaj posebej sploh ni treba motivirati. Motiviraš jih ti s svojim delom, s svojim zgledom, to je sigurno zelo pomembno. Drugo pa, ko ti rečeš, da greš v računalniško učilnico, pa je že to ogromna motivacija in potem pa to samo delo njih tako zelo motivira, da posebnega zares ni treba narediti. Je pa pomembna motivacija pravzaprav vsakič, ko imaš ti neko besedilo, ko so notri besede, ki so morda manj znane, jih učenci manj rabijo, da se spomni na slovarje oziroma da učence spodbudiš, da ti daš vse naprej neke informacije, kaj lahko naredimo, kako si lahko pomagamo. Najprej smo slovar drug drugemu, mogoče z besedo in z gibom, potem je slovar, ki nam je na voljo, naprimer na spletišču, in potem je še je učitelj tisti, ki odigra svojo vlogo naprej. Najprej naj bo pa organizator in pobudnik za to, da se nekaj poišče oziroma ugotovi. Doktorica Knez, če izhajam iz svoje izkušnje poučevanja slovenščine kot drugega jezika, se mi zdi, da se v zadnjih letih pouk zelo spreminja. Da včasih danes udeleženci različnih teh jezikovnih tečajev in sicer že sami hitro pridejo do prevoda, do informacije, kaj pomeni, kar nekoliko spremeni nek tradicionalni pouk slovenščine kot drugega tujega jezika. Se strinjate? Kakšne so vaše izkušnje? Se strinjam. Mislim, da se je pogled na učenje drugega oziroma tujih jezikov od obdobja, ko sem jaz hodila v šole, pa do zdaj diametralno spremenil. Če jaz pomislim na šolske čase ali pa mogoče tudi študijske čase, ko sem študirala nemščino, smo v bistvu študentje s strahom pogledovali v slovarje. To je pomenilo, da ti neke besede ne znaš. Vedno smo bili prestrašeni oziroma si nismo upali povedati, da moramo za nekaj pogledati v slovar. Mogoče ena taka druga izkušnja, ki je bila pomembna za mene, potem tudi kot učiteljico, je bila izkušnja na Prevajalskem inštitutu v Gradcu, kjer so nas pa prav vzgajali v tej smeri, da je treba vedno pogledati v slovar, v priročnik, da je treba vse stvari preveriti in da to ni nobena sramota. In se mi zdi, da zdaj pa se mi zdi, da dejansko to vlogo slovarjev vključuje, izpostavlja in se mi zdi, da je v bistvu
vključen računalnik v učilnici, v jezikovni učilnici, pač osnovni pripomoček, se pravi računalnik, na katerem imaš odprte slovarje, ki so spletno dostopni, potem seveda imaš tudi razne korpuse, ker dejansko si sproti pri razlagi pomagaš s temi slovarji in na ta način v bistvu vzgajaš tudi učeče se. Seveda, to, kar je bilo prej omenjeno, da imajo na svojih napravah lahko veliko pripomočkov, to je absolutno res, in dejansko je naš prvi cilj, da jih za to usposobimo. Se pravi, da jim pomagamo raziskati, kaj vse obstaja, če se sami znajdejo in pomagamo tudi razumeti vse te informacije. Zdaj tudi razni korpusi prinašajo ogromno informacij, tudi slovarji, ampak treba jih je znati razumeti, razbrati in ustrezno interpretirati. Tako, tukaj je največji. Torej, omenjeni so bili tudi številni slikovni slovarji. Bi vi dodali še kaj, obstaja še kaj, česar ni bilo do zaenkrat omenjenega? Ja. Se mi zdi, da vloga slike, to, kar je bilo že prej omenjeno in tudi, kar so omenili, v bistvu, kar je omenila profesorica, ki poučuje učence priseljencev. Vloga slike je v procesu učenja slovenščine zelo pomembna, zato ker v bistvu na začetku nam ta slikovno gradivo zelo olajša razumevanje začetnega besedišča, se pravi, tudi nam ni treba posegati po kakšnem drugem skupnem jeziku, na primer angleščini, in tudi je to zelo dober stimulus za pomnjenje jezika, ne samo pri otrocih, tudi pri odraslih. Tukaj zdaj vmes že kažem in delim zaslon slike jezika. No, to je slikovno gradivo, ki smo ga na Centru za slovenščino pripravili prav z namenom, da bi si olajšali pouk, začetni pouk slovenščine z govorci, s katerimi nimamo skupnega jezika, ali pa mogoče z neopismenjenimi govorci, nepismenimi odraslimi in otroki. Seveda se treba zavedati, da tudi ta ciljna publika obstaja in da tukaj pravzaprav nam slovarji ne pomagajo prav dosti. Gradivo seveda obsega nek začeten nabor besedišča, 831 besed, in je res zelo učinkovit pripomoček. Rada bi pa opozorila na to, da v resnici učitelji drugih tujih jezikov, oziroma ali pa tudi učitelji v slovenskih šolah na začetku, ko je ta razkorak med znanjem, med jezikovno zmožnostjo učencev in zahtevami šole zelo jasen in velik, se pravi, ko ne obvladajo jezika niti za osnovno sporazumevanje, da se v tem obdobju recimo delu z besediščem ali pa širjenju besednjaka posveča precej pozornosti. Zdi se mi, da pa kasneje, ko pa v bistvu učenje, ko se začnejo srečevati z abstraktnimi pojmi, tudi z strokovnim besediščem pri predmetih, temu pa se mi zdi, da se posveča premalo pozornosti, oziroma ne samo to, zdi se mi, da je pa to takrat v bistvu vloga učitelja še posebej pomembna, zato ker si učenci takrat še veliko težje sami pomagajo, kot pa pri učenju osnovnega besedišča, in tudi velikokrat recimo prihaja do napačnega zapominjanja. Seveda tudi potem velikokrat ne prihaja do, so učenci morda besedo razumejo, ne morejo pa uporabiti, ne znajo priklicati oziroma jo rabijo napačno, ker so takrat interference iz njihovih prvih jezikov veliko bolj močne. Ste tudi soavtorica učnega načrta za začetni pouk slovenskega jezika kot drugega jezika. Na kratko, v dveh stavkih mogoče, kako ste tu vkomponirali rabo slovarjev v učni načrt? V učnem načrtu, ker gre res za začetno učenje, se pravi, to je za prvih 120-180 ur pouka, izrecno ne napotujemo na rabo slovarjev. Tukaj gre res, so tisti slovarji, ki pridejo prav zlasti slikovni slovarji, ki so bili predstavljeni tudi v vašem posnetku. Je pa ta vloga učitelja, odnos učitelja, kako uporablja to, kar sem prej rekla, spletne brskalnike,
spletne slovarje v razredu velikega pomena, ker dejansko je res zgled in učence vse skozi uči. Je pa, kot sem že rekla, res velika zadrega pri zelo oddaljenih jezikih. Jaz recimo sama sem velikokrat učila kitajske govorce, sem si poskušala velikokrat pomagati tudi s spletnimi brskalnimi, se pravi spletnimi slovarji, ampak v resnici zelo težko tudi, če pri učencu vidiš nek dvom o tem, kar mu ti na ekranu pokažeš, česar ti v resnici ne razumeš, se pravi besede v njegovem jeziku, in če njegova reakcija ni tako jasna, potem ti v bistvu težko pomagaš. Se pravi to, da ti poznaš tudi prvi jezik govorcev. Ker je pa to zelo težko ob tej heterogenosti skupin. Špela, menim, da je posnetek pokazal tudi potrebo po specializiranih slovarjih. Sami ste vključeni v projekt Franček in v izdelavo šolskega slovarja, ki je namenjen najmlajšim oziroma mladim. Nam lahko na kratko predstavite ta projekt, torej projekt Franček in pa šolski slovar? Ja, z posnetka je razvidno, da skušajo učitelji primanjkljaj na področju pedagoško prilagojenih slovarjev nekako premostiti v praksi z uvajanjem v branje temeljnih jezikovnih priročnikov, čeprav so za šolsko rabo zadev učencev morda prezahtevni. Portal Fran sicer omogoča iskanje po vseh slovarjih, ki se obravnavajo v okviru učnega načrta v osnovni in srednji šoli, vendar pa ti slovarji niso prilagojeni osnovnošolskim in srednješolskim uporabnikom. Idealno je, če se lahko pri pouku tako v smislu uvajanja v branje slovarja, kot tudi pri razvijanju poimenovalne oziroma sporazumevalne zmožnosti uporablja slovar, ki je posebej prilagojen za posamezne starostne skupine učencev. V ta namen bodo učenci in učitelji od poletja 2021 lahko uporabljali portal Franček. To bo e-orodje, ki nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, in pri katerem bodo slovarske in slovnične vsebine posebej prilagojene vsaki od starostnih skupin učencev. Kaj te že vmes kažem, torej naslovno stran Frančka, poiskali bomo besedo hči zaenkrat. Ja, o spletnem portalu Franček boste sicer več izvedeli na predavanju, ki sledi tej okrogli mizi. Gre za učno e-orodje, ki bo skratka na voljo od poletja 2021. Obsegalo bo portal Franček, tukaj vidimo začetno stran. Portal Franček prinaša pomenske razlage, potem zglede rabe, podatke o pomenski povezanosti besed, o njihovi zaznamovanosti, izvrstnosti, stilnih značilnostih in tako naprej. Potem v projektu dodano bo tudi orodje, ki bo povezovalo slovnične vsebine s slovarskimi. Potem bo tudi pomemben del, bo tudi jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in nabor učnih gradiv z opisom učnih metod. V okviru slovarskega dela, to, kar vidimo zdaj, nastaja tudi šolski slovar, tukaj vidimo geslo deliti, šolski slovar slovenskega jezika, ki obsega okrog 2000 slovarskih sestavkov. Dodani so jim tudi frazemi in stalne besedne zveze, slovarskimi razlagami tudi in zgledi rabe. Šolski slovar bo namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole, prinaša pa slovaropisno utemeljene rešitve v zvezi s poenostavljenim, torej otrokovim zmožnostim, prilagojenim podajanjem slovarskih podatkov. S tem predstavlja nekakšno novost v slovenskem slovaropisu, tako po konceptu kot po obsegu. Čeprav razumem, je cilj projekta nekako prilagoditi te slovarske vsebine najmlajšim in jih nekako vzgojiti v odrasle uporabnice, uporabnike slovarja. Prvi cilj je nekako uvajanje v strukturo slovarja, uvajanje v branje slovarjev, potem seveda tudi bogatitev besednega zaklada z iskanjem pomenov nejasnih besed in pri tvorbi besedil
potem pa tudi slovnični usvajanje oblikoslovja, pa tudi pravopisa ali pa naprimer naglasnega mesta. Pa tudi zgledi rabe prenašajo tudi možnost usvajanja nekako skladenjskih pravil, v katerih se besede med sabo združujejo, sicer v zelo intuitivnem smislu, nekako otroci ozaveščajo skladnjo, še preden so sposobni razumeti slovnična pravila. Tukaj, ja, lahko... Mogoče bi še, prosim, ja. Tu vidimo delovne različice slovarskih sestavkov iz šolskega slovarja, vidimo besedo deliti, pomeni so vštevilčeni, razlagi sledijo zgledi rabe, potem pomeni so, nekateri imajo tudi kvalifikatorje, naprimer področni kvalifikator, tu vidimo pri matematiki. Ja, kvalifikatorji so poimenovani po učnih predmetih v šoli, naprimer pri matematiki, pri družbi. Dobro, ena novost kot... Pravzaprav to ni, ja, zdaj se opravičujem, to ni zgled iz šolskega, ni primer sestavka iz šolskega slovarja, ampak ja, mislim, da imam jaz drugo različico. Mislim, da sem tukaj zgoraj moram spremeniti, torej da kliknem od 1. do 5. razreda, se opravičujem, napačno sem v začetku kliknil, ja? Se opravičujem. V redu, ja? Ja, to pa je zgled iz šolskega slovarja. Tukaj so razlage seveda poenostavljene, pomenov je manj. Ja, tukaj vidimo pri 5. pomenu je kvalifikator v obliki, je poimenovan po šolskem predmetu, skratka pri matematiki. Kot sem pregovorila, ker pa ni bilo sinhronizirano s sliko. Ja, ena od novosti, kot slišim, je tudi dodajanje slikovnega gradiva, s čimer pa se mi vklopijo radarji, torej da je nevarnost pasti so stereotipizacije, v smislu, da ne bodo predstavljeni le belci, da ne bodo otroci vedno le v družbi mame in tako naprej. Konec koncev je danes skoraj v vsaki šoli, v vsakem razredu tudi kakšen otrok priseljenec, priseljenka oziroma otrok priseljencev. In izredno pomembno je, da so tudi ti prezentirani v takem gradivu. Včasih se mi zdi, da tudi učbeniki za slovenščino, kot drugi tuji jezik, da ne govorimo o slovenščini za prvi jezik, so ti učbeniki zelo, da tako rečem, beli, kar seveda ni dobro. Ali ste pri Frančku v šolskem slovarju bili pozorni tudi na to plat? Vsekakor. Tako kot pri oblikovanju razlag in naprimer pri izbiri zgledov, smo bili tudi pri izbiranju fotografij, ki ponazarjajo posamezne pomene, pozorni na to, da fotografije po eni strani predstavljajo družbo v vsej svoji raznolikosti, po drugi strani pa smo se želeli izogniti stereotipom. Smo bili pozorni na to, tako pri zgledih kot pritiče. Ja, je pa res, da so bili ponekod nabor fotografij malo omejen, tako da nismo imeli toliko izbire. Bili pa vsekakor pozorni. Dobro, na inštitutu nastaja še en nov slovar, to je torej novi razlagalni slovar, novi slovar slovenskega knjižnega jezika, tako imenovani ESSKJ. Mogoče Špela še eno besedo, dve o tem? Ja, ESSKJ oziroma Slovar slovenskega knjižnega jezika, 3. izdaja, je temeljni enojezični informativno-normativni razlagalni slovar, ki opisuje sodobni slovenski jezik, kot ga izkazuje jezikovna raba, ki je potrjena v besedilnih korpusih. Slovar ne nastaja kot prenova katerega od obstoječih slovarjev, ampak nastaja povsem na novo. Gre za tako imenovani rastoči slovar, katerega deli se letno objavljajo na spletnem portalu Fran. Vsako leto je to ponavadi 3. decembra. Pri njegovi pripravi so seveda v največji možni meri upoštevani dosežki slovenskega leksikografskega izročila, zlasti od slovarja slovenskega knjižnega jezika naprej. Tudi v smislu aktualnosti nekako opisa jezikovne rabe.
Slovar pa je, kot sem rekla, zasnovan povsem na novo. V slovarju najdemo podatke o zapisu, izgovoru, tonemskem in jakostnem naglasu, seveda o pomenu, pa tudi o pregibanju, vezljivosti v skladenjskih vzorcih in kolokacijah, terminologiji. V slovar so vključene tudi etimološke osvetlitve, pri normativni podatki o dvojnicah, naprimer, v posebnih razdelkih pa so navedene stalne besedne zveze in frazemi, oboje z razlago in zgledi rabe in tudi strukturami, kolokacijami. Dobro. Doktorica Lengar Verovnik, vi sodelujete tudi pri pripravi novega pravopisnega slovarja in pri nastajanju novih pravopisnih pravil. Bi nam lahko povedali kaj več o tem projektu oziroma o teh dveh projektih? Ja, seveda. A smem jaz deliti mogoče ekran, ker bo Absolutno, lažje? definitivno. Že prekinjam, ja. Super, hvala. Takole. Se vidi, ne? Ja. No, e-pravopis je prav tako kot ESSKJ rastoči slovar, se pravi, da ga sproti objavljamo v letnih prirastkih, navadno res decembra. Nastaja sproti s prenavljanjem pravopisnih pravil, morda ste lani zasledili, 2 poglavji sta že bili v javni razpravi, morda ste se tudi na njo odzvali. Nadaljnja poglavja prihajajo v naslednjem sklopu, decembra verjetno ali pa najkasneje januarja. In za razliko od pravopisov, ki so svoje slovarske dele izdajali bodisi hkrati s pravili ali pa potem kasneje, kot je bilo pri SP 2001, in niso večinoma izhajali iz pravil in gradiva, kot se je nabralo v prenavljanju pravil, ta slovar temelji obratno ravno na vsebinskih sklopih, ki so že prenovljeni v pravilih, torej v tem jedrnem delu priročnika. Zato ga ne delamo abecedno, ampak po temah. Ena od takih tem recimo so že bile države, ker se... Je vse v redu? Ja. Ne, nekaj se mi pojavlja tule. Skratka, države so že bile vključene v prenovljeno poglavje Velika in mala začetnica, ki bo zdaj objavljeno kot eno od naslednjih poglavij tudi na portalu Fran. In pri recimo državi Češki smo tudi na podlagi ugotovitev iz jezikovne svetovalnice, ki je eden od naših zelo pomembnih virov, ugotovili, da prihaja do tako imenovanih mešanih sklanjatev. Zdaj, če pogledate samo tukaj primer zdaj Češke, ki se sklanja po samostalniški sklanjatvi, boste ugotovili, da smo pa pri tem razdelku, kjer pokažemo na predložno rabo, pokazali, da prihaja do rabe oziroma do mešanja iz druge sklanjatve, ki se pojavlja pa kot pridevniška pri naslednjem geslu, kjer je prav tako opozorjeno pa na mešanje oblik iz samostalniške sklanjatve. Torej, veliko koristnih ugotovitev prenašamo tudi iz jezikovne svetovalnice, ki je danes že bila tudi omenjena. Mogoče bi tukaj še izpostavili, zelo uporabna stvar so tudi pravopisne kategorije. Če bi nas mogoče kar pokazali, kje jih najdemo in kakšne uporabne informacije tam lahko dobimo. Tako, bom takoj tudi tole pokazala. Torej, pravopisne kategorije so ena izmed, tukaj se najdejo na Franu med zbirkami, torej niso ne slovar, ne kakšen drug vir, ampak jih je treba posebej poiskati. So popis vseh teh tematskih sklopov, ki smo jih že obravnavali. Se pravi, da lahko po posameznih temah pogledate prvič, kakšne so vsebinsko, torej kaj vse zajema, tudi čisto številčno, koliko gesel, katere kategorije, recimo ponekod je to kar precej razplasteno, kot vidite pri osebnih moških imenih, recimo kar 6 različnih tipov. Potem so povsod novosti, glede na pravopis 2001. Tukaj
jih sicer v slovar že sprejemamo, je pa treba opozoriti, da so vsa gesla v slovarju opremljena z oznako predlog, se pravi, da še niso uradno, lahko rekla, potrjena, dokler ne bo sprejet tudi pravopis v delu s pravili. In kar je še posebej koristno, po moje, je to, da je ob vsakem sklopu vedno navedenih tudi ne samo nekaj, ampak so navedena pravzaprav vsa gesla iz tega sklopa, tako da lahko že zdaj dobite malce vpogled v to, kaj vse je pripravljeno slovarsko, po čem vse lahko že brskate. Ker smo ravno pri osebnih imenih, Zofka je recimo eno izmed ženskih imen, pri katerem smo pa, mislim, da ga uvrstili bolj kot ne zaradi domišljijskega lika, zaradi coprnice Zofke. Po frekvenci namreč ime najbrž ne bi prišlo v slovar, različna merila imamo za to, kaj v slovar nabiramo in česa ne. No, in ta coprnica Zofka, ki se pojavlja v zvezi, je včasih kar trd pravopisni oreh, ker se lahko pojavlja tudi kot naslov dela in je takrat seveda tudi prva beseda pisana z veliko. Ko se pojavlja kot domišljijski lik, pa je prva beseda čisto navaden samostalnik pisan z malo začetnico, torej ni del imena. In tudi tovrstne podatke se trudimo zajemati, predvsem te podatke moram reči, ker je pravopisni slovar vendarle slovar, ki prikazuje izrazno raven jezika in predvsem lastna imena. Zelo, zelo veliko je lastnih imen, občna imena, oziroma občne besede, poimenovanja, samo ko jih je treba povezati s kakšnimi takimi, kot je tukaj v tem primeru recimo coprnica Zofka, zato da jo lahko sploh tudi kot zvezo zajamemo. In zato, ker gre tudi za bajeslovno bitje, ker pri teh časih tudi sprašujemo, kako jih pisati, ali so z veliko, ali so z malo, bitje iz mitologije, so lahko tudi dvojnice. Tale coprnica Zofka jo je v bistvu dobro zagodila, ker je pa verjetno čisto v skladu s samim imenom. Tako. Mogoče, če smem še samo besedo o jezikovni svetovalnici, ker je bila danes že večkrat omenjena. Seveda ste vabljeni, da pošiljate vprašanja, da jih zastavljate, lahko pa po njih tudi iščete. Zelo enostavno lahko to počnete, bodisi po kategorijah, se pravi, da poiščete to, kar vas zanima znotraj posameznih sklopov, od besedotvorja, besediloslovja, leksikografije, nazadnje tudi kolegi iz leksikološke sekcije pomagajo predvsem pri odgovarjanju na ta vprašanja. Zelo veliko je oblikoslovja, pomenoslovja, zelo veliko seveda tudi pravopisa, pravzaprav ga je tako po tematikah največ, skladnje, nekaj tudi stilistike, čeprav manj. No, druga možnost je pa iskanje po oznakah, kjer recimo, če nas zanima ta mala in velika začetnica, lahko od tukaj poiščemo, pa do kakšnih zelo posebnih stvari, kot so recimo Facebook, čisto specifična stvar, kako ga pisati z veliko ali z malo, kako je z besedo muzikal, s posameznimi besedami, ki jih najdete na koncu. Mogoče bi tu še dodal, da je fino, ker se lahko uporablja, ker lahko iščemo po svetovalnici tudi preko Frana. Torej, ti dve bazi sta povezani in ker je tudi zelo uporabno. Dobro. Doktorica Godec-Soršak, vi ste med študentkami in študenti opravili eno anketo o povezavi z rabo slovarjev. Kakšni so bili rezultati te ankete in za kakšno anketo pravzaprav gre? Če smem, bi najprej še komentirala tisto, kar je bilo rečeno v posnetku. Absolutno. Pravzaprav se z vsem strinjam, kar je že povedala doktorica Križaj. Ta zgled, ki ga je nekako, o katerem je govorila doktorica Marka Žic prve gimnazije, je res dober zgled, kako naj bi delali slovarji, ampak očitno ni to tako pogosto, kot bi si želeli. Jaz sem namreč študente razrednega pouka drugega letnika, gre za približno 75 študentov, spraševala, ali so v gimnaziji uporabljali slovarje, ali so se seznanili s portalom Fran. 77% jih je odgovorilo, da so, ampak kar polovica od teh je odgovorila, da so to uporabljali samo, da so se seznanili s portalom in zgradbo slovarskega sestavka, ne pa zato, da bi slovarje dejansko uporabljali. Neke konkretne probleme, recimo. Tako, samo tretjina študentov
študente odgovorila, da so kot dijaki, prihajajo seveda z različnih gimnazij, da so uporabljali slovarje za to, da so recimo pogledali, kadarkoli so naleteli na kakšno neznano besedo in tako naprej. Samo 10% pa, da so slovarje uporabljali tudi pri drugih predmetih, ne? Kar pomeni, da v bistvu tukaj je še veliko prostora, da lahko rabo slovarja spodbujamo, izboljšujemo v tem smislu, da ne bi bilo to vezano, omejeno samo na slovenščino, ampak tudi na druge predmete. Potem bi se mariborski primer se mi zdi, da je zelo lepo pokazal, res, kako je treba postopati, tako da se mi zdi odlično. Zagotovo. No, želim pa pač poudariti, da ni to tako vse splošno ali pa običajno, ne? Da je bolj kot ne izjema kot pravilo. Seveda bi si želeli drugačne situacije. Potem bi še se navezala na profesorja Zaplotnika, ki je govoril o slovaropisju oziroma poučevanju rabe slovarjev in pa o poklicni maturi in njemu se zdi, da bi bilo to smiselno šele v 4. letniku, ampak veliko raziskav kaže, da se pravzaprav da usvojimo navado, da uporabljamo slovar, da se to oblikuje zelo zgodaj, ne? In če začnemo že recimo v tistih najnižjih razredih, ne, seveda slovarji, ki so primerni mlajšim osnovnošolcem, lahko te otroke navdušimo za rabo slovarjev in potem je večja možnost, da bodo slovarje uporabljali tudi kasneje v svojem življenju. Ne samo pri pouku. Sploh pa se mi zdi, za gimnazijce nujno potrebno, da se seznanijo slovarji že takoj v 1. letniku in da jih spodbujamo k rabi kadarkoli, ne samo takrat, ko se učitelj odloči, da bo imel neko namensko uro poučevanja slovarskega sestavka. Kar se tiče nalog pri poklicni maturi, sama sem bila več kot 10 let članica komisije, ki je sestavljala naloge za poklicno maturo in moram priznati, da smo se s kolegicami nekako trudile, da bi v skoraj vsaki poli bila kakšna naloga povezana s slovarskim sestavkom, smo pa nekako gledali na to, da bi bile te naloge uporabne, ne da bi zdaj preverjali, kako se reče ali pa kaj je v glavi, kaj je v zaglavju sestavka. In pokazalo se je, da dijaki pravzaprav te naloge slabše rešujejo. Recimo, zelo težko jim ne vedo, kaj pomeni tisti podatek, ko gre pri samostalniku za končnico v rodilniku ednine, naprimer, če imamo miza in potem zraven končnico e, je večina kar prepričana, da je to mize oblika v prvem sklonu množine, ne pa v rodilniku ednine in take stvari. Skratka, še mogoče to, da pokaže se, da bolj poznajo SSKJ kot pa SP, torej slovenskim pravopisom nimajo veliko stika dijaki in tudi ne, mislim, ko pridejo študentje na našo fakulteto, se pokaže, da pravopisa skoraj ne poznajo, ne uporabljajo, potem seveda se trudimo, da bi to spremenili. In pa še ena stvar glede izobraževanj. Na pedagoški fakulteti sem pred nekaj leti imela delavnice o rabi slovarjev, predvsem pravopisa v elektronski obliki, potem smo seveda udeležence seznanjali tudi s korpusi, ampak so ti seminarji, te delavnice največkrat odpadli, ker enostavno ni bilo dovolj prijavljenih. Omejitev je bila 15 udeležencev in na leto se jih ni prijavilo 15. Ti seminarji so bili objavljeni v Katisu, to je program, do katerega imajo dostop vsi učitelji, kolikor sem seznanjena, ampak kot rečeno, ni bilo zanimanja. Toliko o tem, zdaj pa še k anketi tistih študentov, malo sem že vmes povedala. Pa res na kratko, prosim, ker se nam čas že malce izteka. Pravzaprav bi mogoče zaključila samo s tem, da se mi zdi zelo pomembno, da smo učitelji na vseh stopnjah, v osnovni šoli, v srednji šoli, na fakultetah zgled učencem, dijakom, študentom, da imamo naklonjen odnos do slovarjev, da jih sami uporabljamo, da učence k temu spodbujamo. Seveda, pomembno je, da jih seznanimo, kako uporabljati slovar, še pomembneje pa to, da ga potem oni dejansko uporabljajo. Se mi pa zdi, da lahko še veliko naredimo na tem področju, ker smo vajeni rabe slovarja predvsem za dekodiranje, torej vam pogledamo največkrat za to, da preverimo pomen besede, čeprav v teh priročnikih najdemo še ogromno drugih podatkov. In pa predvsem to, da bi znali uporabljati slovarje takrat, ko tvorimo svoja besedila, ne samo, ko beremo druga besedila. Hvala lepa. Jaz bi na tej točki našo razpravo zaključil in bi odprl možnost za komentiranje. Zdaj vidimo tudi, da se je na chatu pojavilo nekaj komentarjev, recimo zanimiv je komentar gospoda Grošlja iz Sveta EU.
ki bi si želel nekaj več o normativnosti oziroma avtoritativnosti slovarjev. Moram reči, da tudi sam iz svoje izkušnje, tudi sam sem namreč sodeloval pri različnih izobraževanjih, kjer so bili prisotni učitelji, učiteljice iz osnovne, srednje šole in tako naprej, se mi zdi, da je res zelo problematična percepcija slovarjev, ker v bistvu veliko ljudi dojema slovar ali slovarje kot neko biblijo, se pa ne zaveda pomena interpretacije podatkov, ki jih tam najde. Še zmeraj danes pogosto slišimo, ne vem, da če neke besede je v slovarju, da neka beseda je v slovarju ali ni v slovarju, da je to nek velik argument. Ljudje pa se ne zavedajo, da gre lahko za nek novejši pojav, ki pač zgolj še ni registriran, kar pa še ne pomeni, da te besede ne moremo uporabljati ali pa da se, ne vem, pomen spremenil ali okvalificiranost določene besede. Bi morda tukaj kdo želel kaj dodati v zvezi s normativnostjo oziroma avtoritativnostjo slovarjev? Mislim, da je to tema kar še za eno okroglo mizo. Vsaj, ali sklop. Ampak verjetno bolj, ko je slovar konceptualno, gradivno in sploh odmaknjen od uporabnika in predvsem od veščega uporabnika, od kultiviranega uporabnika, bolj mora verjetno graditi na avtoritativnosti, če se želi uveljavljati. Ampak seveda takih slovarjev si ne želimo in jih niti ne delamo več. Izhajamo iz kolektivnega občutenja tega, kaj je, in ne samo občutenja, ampak dejansko izrabe, iz tega, kaj danes je knjižna raba, kaj vse danes je knjižna raba. Jaz lahko sicer govorim samo za pravopis, ampak poskušamo seveda ob upoštevanju izročila absolutno jezikovnega sistema, pa vseeno priznavati vse, kar danes v knjižnem jeziku soobstaja in nimamo pravzaprav proti temu kakšnih ustreznih argumentov. Dobro, mogoče še doktorica Soršak? Jaz bi želela mogoče reči samo še to, da se morajo uporabniki zavedati, se moramo zavedati, da se jezik spreminja, in to, kar je mogoče veljalo pred 5 leti ali pa pred 50 leti, lahko da še danes velja ali pa ne. Skratka, da gremo korak s časom tudi pri rabi slovarjev. Jaz bi pa, če lahko, še omenila to, da se mi zdi, da je pomembno, da imajo ustvarjalci, pripravljalci slovarjev res pred očmi publiko. Se pravi, da je to ponazorjalno gradivo, zlasti pač razlagalni del, res jasen in uporabniku prijazen. Recimo, da se zavedajo, da ni razlaga včasih težja od te besede, ki jo razlagamo, to se pri nas zelo velikokrat zgodi. In da so ti primeri, zdaj zlasti pa z vidika, jaz vem, da slovar, ki je namenjen J1 govorcev, ne more v nobenem primeru ustrezati potrebam J2 govorcem slovenščine kot drugega ali pa tujega jezika, ampak vseeno se pa da poskrbeti ali pa misliti, biti pozoren na to, da se vključi res take primere, ki so enoznačni, ki vsebujejo zelo pogosto besedišče. Zdaj prejle, slučajno sem zapazila, recimo Jarek deli njivo na 2 dela, to deliti na je zelo ni tako težko razložiti, ampak za enega recimo govorca slovenščine kot drugega jezika, kaj je Jarek, kaj je njiva, s takimi sestavinami v bistvu močno utežimo razumevanje besede, ki jo želimo razložiti. In v bistvu na vse te stvari se mi zdi, bi morali biti res pozorni, tudi kar se tiče, tudi kar zadeva govorce slovenščine. Čeprav včasih se mi zdi, da smo slovoropiske in slovoropisci v takem paradoksalnem položaju, ker v bistvu neke najbolj preproste besede je ponavadi najtežje razložiti. Hkrati se pa zavedamo, da teh besed nihče ne išče v slovarju, da bi našel razlage. In je potem veliko dela, mislim, načeloma saj, če govorimo o slovenščini kot drugi tuj jezik, ampak če govorimo o razlagalnem slovarju, ki je namenjen govorcem slovenščine kot prvega jezika, torej splošen uporabnik ne bo šel gledati, kako je definirana oziroma razložena beseda denarnica, je pa to, ali pa ne vem, beseda mama, v tem razlagalnem smislu, je pa to razlago, ti lahko vzame veliko več časa kot neka druga od neke bolj zapletenega koncepta. Ja, ampak ta zagata se vedno pojavlja. Treba biti pozoren. Dobro, še kakšno vprašanje publike morda? Lahko tudi v komentarjih ali pa, če se vključite v pogovor.
Lahko eno vprašanje oziroma komentar? Absolutno. Najlepša hvala za zanimive prispevke, lepo vas je vse videti. Navezala bi se na doktorico Mihaelo Knez. To, kar je ona povedala, je zelo pomembno, sploh za govorce slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika. Recimo slikovni slovarji. Je zelo pomembno, da je poleg slike beseda in potem prosim, ko boste delali naslednje slikovne slovarje, preprosta razlaga, predvsem pa konkretna uporaba v kratki, življenjsko uporabni povedi. Ne, da se zakompliciramo in da v tej preprosti povedi so notri še 3 druge besede, ki jih mora uporabnik, uporabnica poiskati. Drugi komentar. Zelo sem vesela Frančka. Končno ga imamo. Hvala vsem, ki ga so ustvarjate, jaz Fran redno uporabljam. Bi pa se navezala na geslo, ki smo ga prvega pokazali, hči se mu moži. Torej, ta prva razlaga besede hči je v povezavi do moškega, do očeta kot bodoče žene. A bi lahko dali zelo rada ima svoje hčeri, ima 2 hčeri, ne da je ženska takoj zadotom. Ali zelo rad ima svoje hčeri. In pa ponovna navezava, naj bodo te prve razlage preproste, uporabne in življenjske. Najlepša hvala vsem. Hvala doktorici Marjanici Aši Vižentin. Ja. Kakšen komentar na povedano? Mogoče bi lahko Špela povedala več o tem izboru gesla hči kot nekega reprezentativnega ali kako. Mislim, ne vem, če se prav spomnim, da so bile razlage tukaj kar nekako poenostavljene iz SSKJ ali celo kar iz SSKJ, ampak v šolskem slovarju se trudimo, da ne bi bilo tako, ne? Jaz moram tukaj priznati, da sem naredil tudi na začetku napako, ker sem projiciral napačno geslo, torej šele v drugem delu, ko sem prestavil pri iztočnici deliti, smo videli iztočnico iz šolskega slovarja. Se opravičujem, če sem jaz naredil napako. Mogoče bi še jaz tu poudaril, tu ne gre za šolski slovar, ampak gre za, kako bi rekel, na hitro iz SSKJ prirejena gesla, izbrali smo hči, zato ker je bilo najlažje najti vse vzporednice. Ne bo pa nobena od teh demo različic v takšni obliki potem na frančku. Tako da Marjanca bo vse v redu. Dobro, hvala lepa za to dopolnitev. Še kakšno mnenje, vprašanje? Dobro, če ne, še zadnje vprašanje za moje goste. Torej, nekako so posnetki pokazali, da je vendarle obstaja neka potreba po usposabljanjih, kar se tiče dela slovarji v razredu. Velika večina jih je namreč odgovorila, da bi se udeležili takih izobraževanj. Doktorica Godec-Soršak je sicer rekla, da včasih potem vendarle v praksi ni zanimanja. Kakšno je vaše mnenje? Se vam zdi, da so to teme, ki so dovolj dobro pokrite? So take izobraževanja potrebna? Kako jih izvesti? Lara? Izobraževanja so zagotovo potrebna, ne? Ampak potem si pa tudi želimo, da bi imeli udeležence in poslušalce. Hvala. Če lahko še jaz nekaj dodam. Lepo prosim. Ena tako mini raziskava je bila narejena 2018 in sicer, ker govorimo o e-slovarjih in tako naprej, je pravzaprav imajo učitelji še en problem, da ne znajo rokovati z računalnikom, in da se tu ne počutijo suverene in zato potem tudi sami tega ne uporabljajo, tako da bo treba ne izobraževati samo na ravni rabe slovarjev, ampak tudi samo jih ozavestiti oziroma jih spodbuditi, da se izobražujejo in izobrazijo tudi z rabo, glede rabe samih računalnikov. In to je ta problem, ker se ne čutijo sposobne, da bi sami torej vodili razred v računalniški učilnici in ta strah, da ne znajo, če lahko rečem, toliko kot učenci, ker so pravzaprav rojeni z računalniki, če tako rečem. Mislim, da je tudi bistveno pri teh izobraževanjih to, da mora biti res zelo praktično naravnana. Zdi se mi, da je problematičnost takih izobraževanj pogosto, da
ni veliko nekega teoretiziranja, ker se čisto dobrodošlo, ampak tudi zdi se mi potrebno, da res pride do sodelovanja različnih inštitucij. Torej, tako tistih, ki imate stik s praktiki, kot tistih, ki se bolj teoretično s temi stvarmi ukvarjajo oziroma ukvarjamo. Ja, doktorica Križaj, prosim. Ja, jaz mislim, da je še ena stvar pri učiteljih, ta odnos do napak oziroma odnos do negotovosti, o čemer je tudi že doktorica Knezova govorila, pa še kdo. Mislim, da ravno zaradi tega razloga se tudi pravopisni slovar toliko ne uporablja v šoli, čeprav v gradivih imamo v nalogah, recimo pri pravopisu, pri veliki začetnici zapisovanju glasov s črkami in podobno, poišči rešitve, pomagaj si s pravopisom oziroma po koncu preveri rešitev v pravopisu, pravopisnem slovarju. Mislim pa, da tukaj učitelji res ne bi. To je zanimivo. Slovar slovenskega knjižnega jezika bi uporabljali s spominskega vidika, morda še malo slogovnega, ampak odnos do napak, zlasti pravopisnih, pa tudi pravorečnih poimenovanjih, je pa še zelo zadržan. In tudi to bi bil mogoče kakšen tak seminar ali pa v sklopu usposabljanja za rabo slovarjev. Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Dobro, če ne bi na tej točki zaključili našo okroglo mizo, mislim, da je nakazala kar nekaj tematik, problematik, s katerimi se srečujemo tako tisti, ki koncipiramo oziroma ustvarjamo slovarje, kot tisti, ki imate stik z uporabnicami slovarjev. Tako da mislim, da nam je pomagalo ozavestiti kompleksnost same tematike. Za konec bi se lepo zahvalil najprej seveda svojim gostjam za sodelovanje na tej okrogli mizi. Zelo lepo pa bi se zahvalil tudi kolegicam in kolegom, ki so podali izjavo o svojem delu. Zahvaljujem se torej gospe Ester Bertok-Nardin z Osnovne šole Koper, gospodu Marku Drobnjaku z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, gospe Maji Lambršek z Osnovne šole Dob, doktorici Tjaši Markežič z Prve gimnazije Maribor, gospe Alenki Travner z Osnovne šole Livada, izredni profesorici doktorici Andreji Urbanek-Kranjc z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, gospodu Matjažu Zaplotniku Srednje šole Jesenice in docentki doktorici Nini Žavbi z AGRFT-ja Univerze v Ljubljani. Hvala vsem, ker ste spremljali to okroglo mizo in za vsa vprašanja. Tako malo citatno bom rekel, ostanite še naprej z nami, že čez slabe pol ure bo nastopil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, izredni profesor dr. Kozma Ahačič, ki se je prej tudi vključil in sicer bo predstavil podrobneje projekt Franček. Za njim pa, kar me tudi zelo veseli, kolegica, izredna profesorica doktorica Natalija Učnik z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki nam bo predstavila projekt Slovenščina na dlani. Torej, ta sestanek bo zdaj zaključen. Vabim vas, da se nekaj minut pred začetkom naslednjega bloka, torej pred 11. uro, ponovno vklopite na Zoom. Srečanje bo odprto že približno 10-15 minut prej, z isto povezavo, kot je bila tudi za povezavo za okroglo mizo. Toliko za zdaj, lep dan vsem. Hvala. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Videnje.